otroci in mladostniki, ki iščejo pomoč, dobijo termine za začetek obravnave, za prvi pogovor, pogosto čez 2 leti. Lepo vas prosim, o čem se mi pogovarjamo? O čem se mi pogovarjamo? Kaj čez 2 leti? Problem je zdaj tu. V 2 letih je že otrok zavožen ali pa samomor naredi. To je razširjeni strokovni kolegij za otroško in mladostniško psihiatrijo, podpisana profesor dr. Anderluhova. Evo. Se pravi, če bi povzeli nekako, zakaj podpirate zakon o psihoterapiji? Zato, da bojo lahko vsi, ki imajo težave z različnimi oblikami duševnih motenj, ki niso duševne bolezni, lahko dobili kvalitetno in pravočasno pomoč in obravnavo. In seveda zato je treba bistveno povečati število tistih, ki to pomoč zagotavljajo in nudijo. In so seveda prvič tudi psihiatri in klinični psihologi sploh niso niti usposobljeni za izvajanje psihoterapije. Drugič pa jih je mnogo premalo in nimajo časa. In tako imamo mi zdaj podatke Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije lanski, da je bilo narejeno v enem letu dni tako 282 000 tako zvanih površinskih obravnav psihoterapevtskih po 10 minut. Kaj je to 10 minut, potem pa ga ni več. Se pravi, da se zaračunavajo po našem mnenju celo storitve, ki je vprašljivo, kaj je bilo v resnici sploh izvedeno. Vemo pa iz naših lastnih izkušenj, tudi iz izkušenj tistih, ki so naši člani, da psihoterapevtska pomoč je neka kontinuirana pomoč v enem daljšem obdobju, 1 leta, 2 let in tako naprej. To, da lahko priješ enkrat na leto na vrsto, to je stran vržena zadeva. Naš temeljni odnos je izboljšati dostopnost in zagotoviti kvalitetno psihoterapevtsko pomoč. Zavedajoč se, da so sedanje zmogljivosti na tem področju absolutno premajhne, kar kažejo vsi uradni podatki o čakalnih dobah in na kar nas recimo opozarja tale analiza, ki smo jo dobili od razširjenega strokovnega kolegija za otroško in mladostniško psihiatrijo, analiza ambulantne pedopsihiatrične dejavnosti v Republiki Sloveniji v letih 19-23 in priporočila razvoja. Tle noter je vse napisano. In tudi piše neka naravnost neverjetna ugotovitev, da smo v centrih za duševno zdravje, ki so se vzpostavili pri posameznih zdravstvenih domovih, zaposlili 200 ljudi, to so socialne delavke, medicinske sestre in tako naprej. In v tem profilu, jaz sem gledal program, ki je v državni uredbi o zdravstvenih programih za letošnje leto, seveda tam sistemiziranih delovnih mest psihoterapevtov ni, ker jih še ni. Ampak namera ministrstva, ki je bila nam povedana, strani državnega sekretarja gospoda Kordeža je bila: ja, gospod Gerbec, mi bomo te kadre, ki so zdaj na teh centrih, dali v dodatno šolanje in usposabljanje, da bi vsaj nekateri od njih dobili tudi znanje, ki je potrebno za to, da jo lahko opravljali tudi psihoterapevtsko pomoč. Ker zdaj so to samo začetni pogovori, ki samo zaznamujejo, da je nek problem. Od tu naprej pa seveda te pomoči ni. Tako da to je naš osnovno, drugo pa seveda je problem v tem, da se psihiatrija, zlasti psihiatrija, ni sposobna očitno v Sloveniji že desetletja sama sebi postaviti ogledalo in ugotoviti, kaj se v resnici dogaja na psihiatričnih bolnicah, kaj se dogaja z ljudmi, ki so na zaprtih oddelkih, in to je pokazala tudi analiza študija, ki jo je naročilo Ministrstvo za solidarno prihodnost pri Fakulteti socialno delo, pred kratkim je bila obravnavana, kjer je pokazalo, da so ljudje, ki so na zaprtih oddelkih, na vzgojno-varstvenih zavodih, oziroma na varstvenih zavodih, da jih je nekaj tisoč in da je povprečna doba tam 5 let ali pa tudi 20 let. In paradigma je bila pa že zdavnaj postavljena. To pa je, da naj bi ti ljudje ne bili v zaprtih oddelkih, pogosto celo privezani, ampak naj bi živeli izven teh ustanov, da bi živeli ali v skupnostih, ki jih nekaj imamo, ali pa hodili na seanse, na srečanja, ki bi ga vodili strokovnjaki. In se tudi vključevali v različne dejavnosti. Mi imamo recimo naša društva. Mi imamo v Zvezi organizacije pacientov 7 društv z področja duševnega zdravja, 7 društv. To so vse ljudje, ki so bili hudo življenjsko preizkušeni. In so bili tudi v polju, v psihiatrični kliniki po 2-krat, zaradi recimo bipolarne motnje. In vejo, in ko je izbruhnila ta afera,
z nasiljem na psihiatrični kliniki. Ko so oni šli, oni so se odzvali pozivu takratnega ministra za zdravje, dr. Loredana Bešiča, in so šli tudi na policijo na pričevanja. In kaj se je pa do danes zgodilo? Nič. Zgodilo se je, to ni res, da nič. Ampak od teh pričanj ni ostalo nič. Dejstvo je, da je Urad za nadzor kakovosti in investicije v zdravstvu lani 20. septembra izdal odločbo, v kateri je naložil kliniki 8 ureditvenih ukrepov. Ampak najbolj grozno za nas je, ko smo prebrali obrazložitev te 23 strani, ko je ta obrazložitev dolga, kaj se je dogajalo na psihiatrični kliniki. Ko smo mi to poslali našim strokovnjakom, zdravnikom, ki delajo v tujini, na tujih ustanovah, so rekli, da je ta odločba za prelomnega značaja, da kaj takega niso niti pričakovali, da bo država končno pošteno in korajžno povedala, kaj se je tam dogajalo. In povedali so še to, da bi na Škotskem, v Angliji ali v Belgiji takšno ustanovo že zdavnaj zaprli. Da pa, zakaj je to vrh ledene gore? UPK Ljubljana ima 35% kompletnih poslovnih kapacitet oziroma obravnav v slovenski psihiatriji. In gradijo so še novi zidovi tam noter in zato je ta namera, ta načrt Ministrstva za solidarno prihodnost prelomnega zgodovinskega značaja in zato je treba dati ministrstvu veliko priznanje in podporo, da se končno to začne uresničevati. Tam pa bojo v teh skupnostnih oblikah bivanja bojo pa potrebovali točno psihoterapevte. Ljudi, ki bojo znali z njimi delati in jih pravzaprav usmerjati, voditi in tako naprej. Ker ljudje kaj pričakujejo najprej? Ja, prijazen odnos, prijazen pogovor, razumevanje, zaupanje, ki se mora ustvariti. Brez zaupanja ni nič, to je pol zdravljenja, je odnos in zaupanje, to mi vemo vsak zase, ko gremo k zdravniku. In zato je ta odpor psihiatrov, ima pa še drugo plat, to pa je tabu tema v Sloveniji, je popolna medikamentalizacija psihiatrije, to pomeni pretirana uporaba zdravil, recimo za depresijo, ko sem jaz pri moji ženi videl, ko je bila okužena v kliničnem centru, ko je potem zaradi okužbe dobila hiter napad depresije, so jo začeli zalagati z zdravili za depresijo, ko je ona umrla, ko sem jaz to prebral, tista pojasnila, tista, ki jih dobi zraven, jaz sem se samo za glavo prijel. Namreč, tam lepo piše, da imajo antidepresivi pogosto zelo hude posledice za ledvice, skratka povzročajo ogromno stranskih učinkov. In je nekritična uporaba, in veste, kdo predpiše največ antidepresivov v Sloveniji? To je šele zanimivo. Največ antidepresivov, 75% jih predpišejo splošni zdravniki, ne psihiatri. To pomeni, da je ta napad na psihoterapevte, češ, da je to nevarno za paciente in tako naprej, se noben ne vpraša, kaj pa to pomeni, ker mi zato pa imamo problem upravljanja zdravstvenega sistema, da bi nekdo šel pregledati, koliko antidepresivov pa je nek zdravnik zapisal, kaj pa je s tistimi pacienti, kaj se pa ne dogaja z stranskimi posledicami tega. In mi tega nimamo in zdaj pa je pravzaprav glavni sovražnik slovenskih državljanov in pacientov, naj bi bili pa psihoterapeuti. Se pa mi strinjamo v Zvezi organizacij pacientov Slovenije, da mora biti nivo, zahtevani nivo strokovne izobrazbe visok, absolutno. Mi, naši vodilni člani v zvezi, kot je gospod Tone Vrhovnik Straka, Alenka Mavec in drugi, pravijo, mi smo za nemški model. Nemški model, ki je seveda, to je akademska izobrazba in ki je strokovni izpit in toliko let prakse. In to je pravzaprav osnovno stališče Zveze organizacij pacientov, tako da mi bi se strinjali s pripombami v tistem delu, ko je vprašanje priznavanja in licenciranje tistih, ki nimajo ustrezne izobrazbe in so iz drugih poklicev in so neke vrste priučeni psihoterapeuti. Mislimo, da so lahko pripombe, kar se tega tiče, tudi upravičene. In mislimo, da je treba zgraditi neke mostove med temi strokami, med psihiatrijo, med kliničnimi psihologi in med psihoterapeuti, v tem smislu, da se bo vedelo, kdaj je mesto tudi za psihiatra, kjer se neha
samo svetovanje in je treba poseči tudi z zdravili in obratno, kdaj ne psihiatri iz 100 razlogov, ker nimajo ne časa, niti so za to usposobljeni, pošljajo nekoga k psihoterapevtu. Da ne govorimo tudi o tem, da mora stroka sama priznati, da psihiatri bi morali dobiti tudi dodatno izobraževanje na področju psihoterapije. Konec koncev, kolikor mi vemo, to se pravi naši člani, ki imajo dolgoletne grenke izkušnje, je bil podoben spopad pred 20 leti med kliničnimi psihologi in pa med psihiatri. Zdaj so pa klinični psihologi postali glavni beta blokatorji, bi rekli, za ta proces za psihoterapevte in mi pacienti smo nesrečni zaradi tega, ker se ustvarja neka zmeda, v kateri se mi na nek način težko znajdemo in se ustvarja eno splošno nezaupanje med strokami, to pa ni dobro za duševno stanje nacije, kot bi rekli. In duševno stanje nacije se je po covidu zelo, zelo poslabšalo. Mi imamo opravka z enim težkim sindromom slovenskega naroda. Tako kot je še nepreživljen sindrom 10-12 tisoč pobitih domobrancev, ki živijo v teh družinah, v teh otrocih, vnukih in tako naprej, je tudi sindrom 10 tisoč umrlih zaradi covida, med katerimi tudi moja žena iz naše družine so 4. Tega mi nikoli ne bomo preživeli. In se vedno vprašamo, ali je bilo storjeno vse, da do tega ne bi prišlo. Pričemer nikoli, seveda od nas nihče ne misli, da niso zdravniki in drugo zdravstveno osebje storili maksimalno, kar je bilo v danih razmerah, glede na nepripravljenost sistema lahko, ampak seveda kritika leti na neusposobljenost sistema. A smo mi v Sloveniji naredili evalvacijo, kaj se je dogajalo s covidom? Mi bi morali imeti izdelano nacionalno poročilo, parlament bi ga moral naročiti, vlada bi ga morala narediti, imenovana bi morala biti neodvisna preiskovalna komisija parlamenta, ki bi morala pregledati, ali so vsi nosilci funkcij v državi takrat upravili svoje delo ali ga niso in kje so bile glavne pomanjkljivosti. Ne z namenom, da se nekoga obesi na drevesu, ampak z namenom, da mi pripravimo ustrezne programe in plane za to, da se te stvari ne bodo več ponavljale. Naprimer, bila je popolna improvizacija v domovih za starejše. Vem, ker je bila moja žena tudi tam noter. Kako naj bi zdaj smo iznenada začeli nalagati tistemu osebju, da naj formira ABC oddelke, da smo začeli triažirati, oziroma da so sami v domovih za starejše občane začeli selekcionirati ljudi, v kateri oddelek bo šel nekdo, tam tisti potencialno bolj ogroženi in tako naprej. Skratka, mi smo imeli sistem nepripravljen. Vsega tudi drugod po svetu nisem imel ustrezno pripravljenega, ampak mi se iz te izkušnje nismo dovolj naučili oziroma se nočemo naučiti. In to je pravzaprav temeljni problem, da nismo sposobni izvršiti temeljne kritične samorefleksije. In to velja, zdaj pa gremo po piramidi od vrha navzdol. Od vlade, ministrstva, a je Nacionalni inštitut za javno zdravje naredil, pa so tam ljudje, ki so bili operativno v prvi frontni liniji takrat. Oni bi morali zaradi sebe same narediti tako analizo, da bi mi sisteme pripravili in usposobili za neke druge potencialne take zadeve. Konec koncev imamo opravka še z drugimi stvarmi, so bile poplave, se lahko kaj drugega. In če kaj, potem, in tu se pa strinjamo tudi z vlado in s predsednikom vlade, Golobom, da je pravzaprav zdaj tale nov sunek, češ obramba, da prava obramba je tole, o čemer jaz zdaj govorim, o čem mi govorimo. Sprav, vsi sistemi, civilni sistemi, zdravstvo je eden najpomembnejših, so pravzaprav tista temeljna obrambna linija obrambe. In tiste puške, pa tisti, ne vem, in tako naprej, to je na koncu, to je manj pomembno. Ker konec koncev naša varnost zavisi od tega, da bomo mi imeli medsebojno dobro urejene odnose, da bomo imeli zgrajen sistem in da bomo lahko učinkovito delali. In zato se mi pogovarjamo, ker je bilo vprašanje tudi postavljeno nam, češ, ali ste se vi zdaj z drugimi pogovarjali. Ti pogovori Zveze organizacij pacientov z kliničnimi psihologi in zlasti psihiatri intenzivno potekajo. Včeraj smo imeli s generalnim sekretarjem Cuzakom, smo imeli pogovor daljši z gospodom Muževičem, ki se nam je kritično oglasil tudi na naša stališča in smo se pogovarjali
kako zgraditi mostove med temi zdaj tako oddaljenimi stranmi in smo risali korinski prekop, pa smo čez začeli mostove risati. In sem jaz seveda potem vprašal, kje pa vi vidite približevanje stališč, in to je zdaj najbolj naporno, je popuščanje in pogajanje, ker to so pogajanja. In zdaj je napovedan v najkrajšem času pogovor z nami na Zdravniški zbornici Slovenije, z nekaterimi uglednimi psihiatri. In jaz verjamem, da tudi ti predstavniki, ki se zavedajo, da je treba približati stališča, postaviti neke pametne okvire za ta proces, ker najbolj radikalna linija, ki je zdaj v teku, je ta, da je treba proces zakona ustaviti in v stališčih NIJZ piše, da je treba čez 5 let to temo ponovno načeti. S tem se mi ne strinjamo. Kaj se bo zgodilo vse v 5 letih? Ali nam niso dovolj primeri, ki naravnost kričijo po ustrezni strokovni pomoči, recimo nasilje v šolah in tako naprej? Tam ni rešitev, da bomo mi varnostnike nastavili tam noter. Tam se je treba znati pogovarjati in identificirati problem in kaj je tam problem. Seveda, a pedagoški delavci zdaj pravijo, reprezentanti slovenskega šolstva, ne, v šole pa mi ne bomo pustili, da se selijo neke vrste dispanzerji. Ampak za božjo voljo. Sej ponavadi je problem, so tudi starši ali pa smo starši. Se treba potem starše noto to pretehniti. Konec koncev je znano iz nekih prejšnjih obdobij, da je dr. Ruhelj, ki je zdravil alkoholike, je vedno zahteval, da pridejo zakonski partnerji zraven. In tako podobno je verjetno tudi z nasiljem v šolah. Da je treba starše in druge noter vključiti, se pravi, moramo imeti neke skupnostne razprave, skupnostne in se moramo seveda en drugemu znati oči pogledati, to je pa najtežje. Vsak od nas zelo težko prizna, da je morda v svoji vzgoji. V tem eklatanten primer zato je drama, ki sem si jo ogledal v Slovenskem narodnem gledališču, to je drama Zdravnica. Ona kaže tipičen primer nečesa, ko ni šlo za strokovno napako, ampak je šlo za napako v odnosih. Med različnimi strokovnjaki, udeleženci tam med zdravnikom in duhovnikom, zdravnico in duhovnikom. In takih situacij imamo mi, kolikor hočete. O tem nam ljudje poročajo. Mi bomo morali še to povedati. Mi intenzivno pripravljamo v Zvezi organizacij pacientov spletni portal za anonimne prijave na tem področju. In mi bomo potem seveda imeli ustrezno triažiranje, pregledovanje in potem posredovanje teh anonimnih primerov, ki bojo pa nekateri tudi neanonimni, z namenom, da se sprožijo ustrezni procesi ugotavljanja, kaj nam nekje ne štima, kaj ni v redu in tako naprej. Spet ne z namenom kaznovanja, ampak z namenom odpravljanja vzrokov teh pojavov. In tu pred tem zidom, da se spustimo realno na tla in da začnemo realno razpravljati, pa realno se dogovarjati, kako bomo stvari spremenili, to je verjetno osnovni problem. In to ukopavanje za nekimi frontami in obstreljevanje z topovskimi strelki dolgega dosega po našem mnenju ne vodi nikamor. Zdaj, v javnosti se delijo predvsem ta mnenja na psihoterapeute pa zdravniško stroko, ampak a kdo vpraša paciente, kaj si oni želijo, kaj si mi želimo? Mi smo bili vprašani, ja, se strinjam z vami, zelo dobro bi bilo, mi se tudi na to pripravljamo, mi smo že rekli, da bomo poskrbeli, da bomo objavili 500 zgodb pacientov. 500. In to vidimo, da moramo narediti, ker veste, to je tako, pacienti se pogosto zelo neradi izpostavimo proti konkretnemu, ali ne proti zdravniku, ampak v zvezi z nekim dogodkom, incidentom in tako naprej. Mi imamo recimo en primer, zdaj ga bom poskušal zelo šifrirano povedati. Ne? Prišlo je do izredno tragičnega dohodka samomora nekega mlajšega človeka v neki taki ustanovi. Zdaj je pa še njegov brat prišel v to isto ustanovo. Starši so nas prosili za pomoč, ker jih skrbi, da se ne bo še s tem sinom to zgodilo. Zdaj pa zakaj to pripovedujem? Zato, ker je bil direktni razlog za to, je bil čist druge, ni bil niti v tej ustanovi. Veste kaj? Temu nesrečnemu
mlademu človeku niso podaljšali bolniške in je dobil iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije odločbo, da je bolniška prekinjena, njegovega psihiatra takrat ni bilo, bil je na dopustu in tako je na birokratski način nekdo odsekal vejo in rekel, da mora delati in on seveda to ni bil sposoben, vrnil se je nazaj v to ustanovo in je naredil tam samomor. Zdaj pa noter prišel pa še njegov brat. No zdaj pa naj tile kritiki tega povejo, kje smo in ali to lahko samo psihiatri ozdravijo. Šlo je za en birokratski odnos, nihče se ni vprašal, kaj pa se pravzaprav s tem človekom dogaja. Šlo je pa za, bom rekel, za splet nesrečnih okoliščin. Zdaj se pa mi lotevamo, starši pa pravijo, joj, da ne bi, veste, ne povedati, za koga gre. In mi smo začeli zadevo proučevati z namenom, da bi ustvarjali en mehek teren, zato da se res ne bi še kaj hudega zgodilo. Teh primerov imamo mi veliko. In zdaj, kar se tega tiče, mi naletavamo na zelo različne odmeve pri zdravstvenih ustanovah, pri čemer dajo vodilni ton, dajo pač management in pa vodilni zdravstveni šefi oddelkov in tako naprej. In zato so ti pogovori, ki se zdaj začenjajo, konec tega tedna, na začetku naslednjega tedna, so nujno potrebni in mislimo, da tudi ne bo nobena tragedija, če bo prišlo tudi v državnem zboru do kakšnega krajšega time-outa z namenom, da se morda kakšne določbe zakona popravijo, izboljšajo in tako naprej, vse v smeri čim višje stopnje kakovosti preko psihoterapije. Na vsak način pa bi ocenjujemo kot nespremljivo, kot tragično zablodo, če bi bili upoštevani ti pozivi, da je treba postopek tega zakona prekiniti in ga, kot predlagani, za 5 let odložiti. Kaj se bo v teh 5 letih vmes zgodilo? Njihov odgovor je en sam. Češ, v tem obdobju se je pa usposobilo, da bi rekel, 70 kliničnih psihologov. Ampak to ni. Teh 70 kliničnih psihologov, prvič vsi ne bojo prišli v tole dejavnost, bojo kaj drugega delali, ne. Poleg tega imajo še velik deficit na svojem ožjem področju. To se pravi, odgovor 70 kliničnih psihologov bo pokrilo vse potrebe po psihoterapiji, ne zdrži. Zdaj povedal pa primer, se je v javnosti bolj ali manj znan. Če gledamo normative ali pa približno razmere, v Avstriji ocenjujejo oziroma imajo na 1 milijon prebivalcev 1000 psihoterapevtov. Se pravi, Slovenija bi jih rabila 2000. Kje pa smo? To se pravi, trenutno imamo vse itak na črnem trgu, ne? Psihoterapevtov uradno nimamo. Tako da, evo. Se mi zdi, da je tudi pomembno povedati, da to ne bo vplivalo na delo kliničnih psihologov, ki se pač počutijo, da bo to ne bo vplivalo na njihovo delo. Ne, obratno, oni bi morali, jaz moram še to povedati. Mi imamo podatke, da številni psihiatri že dobro sodelujo s psihoterapevti. In zdaj ta morda manjšinski del, ne, je tisti, ki mi smo dobili pozive za pogovore z njihove strani. To moram povedati. Dr. Muževič nas je klical, psihiatri nas kličejo in tako naprej, ker računajo ali pa menijo, da bi mi morali, kar se tega tiče, odigrati pomembnejšo vlogo v tem smislu, da dobimo čim prej dobre in kvalitetne rešitve, itak bomo potrebovali še veliko časa, preden se bo sistem vtekel. Kaj pa vse te, ki ste prej že omenjali, neke kritike oziroma pritožbe, ki jih dobivate strani pacientov glede psihiatrije? A tukaj so potem kakšni odgovori na... A se kaj dogaja v to smer? Mi bomo, kot sem rekel, mi bomo te procese začeli aktivno sprožati. Spet imamo, to pa moram povedati, da so naše prve izkušnje iz lanskega in predlanskega leta slabe, zaradi tega, ko smo mi pisali recimo svetu ene bolnice, ni šlo za duševno zdravje, šlo za drug tragični dogodek za smrtnega pacienta, smo poskušali za neko mediacijo, če smem tako reči, pri čemer moram povedati, da tudi današnji pogovor, ki sem ga imel s predstavnikom zdravniške zbornice, pravi tudi on, gospod Renčel, da v veliki večini, ko oni dajo uvodno anketo tistim, ki se pritožijo pacienti, oni vedno pravijo, da ne želijo nič, da se zdravniku kaj zgodi, da želijo samo, da se razmere izboljšajo in da se pristop spremeni. In želijo dobiti kaj? Jasen odgovor in opravičilo, če bo kaj narobe.
To je velika večina pacientov in recimo v konkretnih primerih, kjer smo mi poskušali igrati vlogo mediatorja, se je proces celo začel, ko je prišlo do ključne kritične točke, kjer bi morali dejansko odkrito povedati, kaj se je zgodilo, je na koncu smo mi pisali svetu te bolnice pismo in smo vprašali, ali bo svet obravnaval to zadevo. In mi smo dobili odgovor, da svet za to ni pristojen. Moram reči, da se je zgodilo nekaj zelo pozitivnega, da je urad za kakovost in investicije v zdravstvu, ko smo mu poslali to vprašanje, gospod Osrečki, sedanji direktor, nam zelo hitro odgovoril, da absolutno so sveti javnih zavodov in tudi drugih, tudi zasebnih zavodov, dolžni obravnavati primere z področja varnosti preko pacientov. Ampak očitno je, da smo tu šele na začetku nekega procesa. Če bo zakon sprejet, se bo strokovna pomoč izboljšala, ne obratno. 100% se bo izboljšala. Nedvomno. Je pa seveda potreben ustrezen strokovni nadzor. Jaz sem že v več pogovorih povedal, da danes ni nobenega nadzora nad delom psihoterapevtov na trgu. Potem bo prvi nadzor, redni nadzor bo upravljala zbornica, redni nadzor, tako kot ga upravlja zdravniška zbornica na svojem področju. Seveda potem bo agencija, nova javna agencija za kakovost in varnost. Skratka, 4 mehanizme bomo imeli konec koncev. Smo pa neke sorte, tisti najširši nadzor smo pa pacienti sami. To se pravi, tudi organizacije pacientov, nevladne organizacije pacientov bojo nesporno bedele nad primeri slabega ali nekakovostnega dela. Mi nismo glavni akter je vlada, pa ministrstvo, ampak mi ponujamo roko in zato smo zelo veseli, da je prišlo do pobud o tem, dajmo se pogovarjati, kje bi našli skupne in za vse sprejemljive okvire. Da se pa mnogi tudi s takimi morda spremenjenimi ali boljšimi okviri ne bodo nikoli strinjali, ker konec koncev, veste, je točno to, da je to vprašanje moči in oblasti nad ljudmi. In to je jedro tega problema, je v Sigmundu Freudu, ki je rekel, da so samo 3 glavni motivi vodijo ljudi. To je moč ali oblast, denar, tle gre v tem primeru za oba, in tretji motiv, ki ga je on povedal, je pa še seks ali spolnost. In tle imamo opravka saj z 2 zelo močnima motivoma. To je v bistvu slabo kontrolirano ali skoraj neomejeno oblastjo nad ljudmi in pa tudi za denar, ker konec koncev je treba povedati, mi imamo 195 psihiatrov v Sloveniji, jih imamo mnogo premalo in da večina od teh seveda tudi popolne dela v ambulantah, v zdravstvenih domovih, in bo zdaj nastopil že resen problem, kako bo za izvajanjem zakona o zdravstveni dejavnosti, ko šlo za to, da bo smela ustanova mu dati soglasje samo, če bo doma vse pokril. Če se pravi, tam ne bi smelo biti nobenih čakalnih dob, to je zakonski pogoj. In Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije opozarja, da bojo lahko nastopili zaradi tega resni problemi. Tako da tale ukrep, ki smo ga mi sicer podprli, Zveza organizacij pacientov, se pravi ta ločitev javno-zasebno, prinaša še le posledice, ki jih danes še ne vidimo, pa jih bomo videli, ali ni bil ta meč preoster. Prej ste omenjali, koliko ljudi je trenutno na zaprtih oddelkih v Sloveniji? V celoti je 4000. Iz svoje družinske izkušnje povem, da je bila deklica 2-krat hospitalizirana na psihiatriji, tam so jo intenzivno zalagali zdravili, potem so jo pa v naslednji rundi oddali v vzgojno-varstveni zavod v zaprti oddelek. Tam je prišlo do nasilja nad njo in dekle je pobegnilo domov, na kar je direktorica tega zavoda dala policiji nalog, da jo pripeljejo nazaj v zavod. Policija je bila toliko pametna, ko je prišla k njim domov, da ni dekle odpeljala nazaj v tisti zavod. Dekle bo zdaj končalo srednjo šolo v Ljubljani uspešno in je doma. In je doma, pokazalo se pa je, da nujno potrebuje psihoterapevtsko pomoč. In na koga sem se jaz obrnil? Ja, klical sem enega od teh psihoterapevtov in se rekel, prosim, lej, Franci, slučajno imamo v tistem kraju eno zelo sposobno psihoterapevtko in to dekle bi moralo hoditi v neke skupnostne oblike pogovarjanja, druženja in tako dalje. Ker je bila pa taka nežna, gracilna deklica. Če je šla na šolo za oblikovanje z izrazito umetniškim tipom, profilom. Spomnim se,
da sem leta 1984 se vračal iz Reke v Ljubljano na sejo delegacije v Zboru Republike in pokrajine v Skupščini Slovenije in sem se takrat peljal in sem srečal enega univerzitetnega profesorja, katerega sin, ki je študiral primerjalno književnost v Ljubljani, je bil takrat na Reki zaprt na vojaški psihiatriji, ker so ga začeli nadlegovati vojaška obveščevalna služba, ker se je on družil z nekaterimi oficirji in tako naprej, ki so jih oni sumili na razno. In kaj se je zgodilo, da je ta fant rekel očetu, veš oči, se ni treba nadsekirati, jaz bom iglo vzel, vzel bom en kos ščerpinje, pa bo hitro konc mojih muk. Ampak potem sem jaz rekel, takoj ga je treba z psihiatrije vojaške prepeljati v Ljubljano, v Mladiko, so ga spustili in ta fant je potem kasneje končal diplomiral in tako naprej, lepo uspešno živi. Hočem povedati, da imamo mi primerov, takih kritičnih primerov, v bistvu nasilja, ki se je zgodilo točno na psihiatrijah, z neustreznim pristopom, z brutalnim pristopom, z težkimi dozami zdravil jih imamo polno. Zato nam, našim ljudem, ki so dali sami skozi težke preizkušnje, ni treba, pripovedovati zdaj, nečesa, češ, zdaj bojo pa oni v nevarnosti. Oni so bili v nevarnosti, ko so bili tam. Zakaj ste prej rekli, da je dobro, če si ogledamo muzej v Hrastovcu? Muzej v Hrastovcu si treba muzej norosti, v katerem vidite, da so na začetku tega procesa veliko bolj napredno delali živeli, ko so hodili delati k okoliškim kmetom, so se družili in tako naprej. Potem jih je pa stroka, psihiatrija zaprla noter in ko si na tistih stenah pogledate tiste vse napise, pa vse tista pisma in tako naprej, vas rata groza. In se nihče ne vpraša, pa je vse to slovenska psihiatrija vodila in tako naprej. In je moralo priti do neke radikalne odločitve, da so Cmurek razpustili, dobro so jih 200 premestili takrat v Hrastovec, ne? Ampak vendar mislim, da bi bilo res zelo dobro, da slovenska psihiatrija začne pred lastnim prahom pometati. In čas je za razvoj, za napredek, vsak se pa seveda na začetku so vsi ustrašimo sprememb. Zgodovina dokazuje, da vsi, ki so v katerikoli stroki hoteli iti naprej, ki so znali dlje gledati, so imeli najprej težave sami v svoji lastni stroki. To je ljudem, nam je urojeno, imanentno, tako da se ni treba, da se zgražamo in čudimo, moramo samo podpreti tiste, ki so korajžni, ki so sposobni stopiti naprej in narediti en korak naprej. In razmišljati, kako lahko mi sodelujemo, malenkost po majhnih korakih bolj. Absolutno. S tistimi, ki mogoče razmišljajo malo drugače kot mi. Tako je. Hvala.